Jaz sem Jernej in obožujem Hot Wheelse. Kak mesec nazaj sem jih naštel 350. Imam pa zadnje cajte en problem. Oh my god, koliko je tega? Zmanjkalo mi bo placa. Torej, najbolj logična poteza je bila to, da sem jih kupil še 40. In to dvakrat. Ja. Zdaj je, kar je. V glavnem, point današnjega videa je, da bomo šli čez vse te avte, ki sem jih nabavil in jih razvrstili v tiste, ki jih bom obdržal, pa v tiste, ki jih bom verjetno prodal naprej. Ej, tega je kar velik. Jaz upam, da se ne vidi, kako ekstremno improviziran je tale video. Dajmo nekje začeti. Tale je še iz leta 2024, kar lahko vidiš po teli letnici zadaj. Tale avto ima drugače ful lepe detajle, ampak jaz ga že imam. Tako da tegale ne bom obdržal. Pol imamo Beetla iz, se niti ne vem katerega leta, 22, ampak iskreno, ne, ni zame. Ok, Skyline, sicer ne vidim čisto iz katerega leta je, meni se zdi, da je 21, ampak tegale bom obdržal. Pa še ena zadeva pri meni, tako, praktično vse, ki ni ta pravi avto, nimam namena obdržati, tako da tale gre direkt za naprej. Isto velja tudi za tegale. Cybertruck, ok, ampak tale je drugačen kakor lanski, tale je še iz leta 22, res je, da je sicer malo kartica vprašljiva, ampak ne, tale gre tudi kamot naprej. Ok. Tegale sem pa full hotel. V bistvu preludke že kar ene par let ne moreš najti v trgovini, ampak jaz sem eno full hotel in tale sicer vidim, kakor dosti teh kartic ima mičken lima zadaj, pa je malo strgana, ampak za v mojo kolekcijo bo super. Ja. Evo, pol imamo dve Sierre, ki so iz istega leta, samo različna poslikava. Tale je ekstremno uboga, no, jaz mislim obe obdržati. Ok, tako, načeloma teli pick-up trucki pa stare ameriške zadeve niso glih moj domet, tako da tale bo šel naprej. Miata, ok, zakon avto, ampak jih že imam ene par, tako da, ja, naprej. Škoda, ki je tale kartica mičken uničena, ampak iskreno še zmeraj je CRX. V bistvu barva na tem avtu mi je ful všeč, pa ful dobi bonus pik, če ima še nalepke za lučke zraven, tako da tale definitivno ostaja. NSX, tale iz lanskega leta, jo že imam. No, pa še ta druga, to imam tudi. Ok, RX trojka. Zdaj, vem, da v trgovini lahko najdeš RX trojko, ampak je una neka čudna jajčasta verzija, kao kartoon varianta. In v bistvu tole sem si kar že nekaj cajta želel, tako da, ok, ostaja. 300 SL, ja, legendaren avto, zanimiva izbira poslikave, ampak definitivno jo bom obdržal. Dajmo pol magar še tele premiume, torej GNX-a bom obdržal, drugač tudi album od Kendricka je kar cool. Lycan, iskreno, tale gre lahko naprej. Ok, za tegale, ki sem ga videl, sem bil full excited. 6221, Silvia, definitivno ostaja. Ok, ta gre lahko naprej. Pa tale, tudi. Zdaj se bom mogel pa začeti že stegovati. Cool taksi, ampak ni glih moj stil. Tole Toyota bom pa obdržal, ker ima cool nalepke. Ok, dajmo to mičkam bližje. Camaro pa Corvetta. Pa ajde, veš kva, tale oba dva ostaneta. Honda Civic, mičkam bolj boga kartica, ampak meni se zdi, da jo že imam. Imamo še dve ameriške zadeve, tale Dodge me niti pretirano ne zanima. GT40, ok, v bistvu je lušen dizajn, tega bom pa imel. AE86, definitivno ostaja. Ok, pač jaz imam Fiesta ST, ampak specifično tegale modrega Focusa RS sem si pa že dolg cajta želel in meni se zdi, da sta tle celo dva. Ja, dva sta, torej tegale talepga bom obdržal. Tegale pa tudi, ampak ga bom imel v avtu in naslednjič, ko vidim Focusa RS, ga bom zataknil za brisalc. Še en Cybertruck, ja, ne gre.
Pol imamo pa dve gemere. Enega bom imel že samo zaradi tega, ker mi je všeč, da ima vse lučke naslikane. En bo šel pa naprej. Pol imamo eno zelo bogo RX-7, tale gre naprej, ki jo že imam. Pa tale Charger, recimo, da ga bom pa obdržal. Tule je nek Jaguar, ki nisem čisto vedel, da dejansko obstaja. Sem zadovoljen z njim. Še en Camaro, ampak mi je bil bil lepši, tako da tale gre. Mustang, ta je električen, ampak je Ford, tako da, ga bom obdržal. Pa še tale Toyotica, ta tudi ostaja. Moram reči, da Pontiac Firebird je zmer bil eden izmed mojih tako ljubših muscle carjev, tako da tega bom imel. Also, številka 1 od 250. Tale je bil prvi iz 2022. Oh my god, ja. Za tegale sem pa prav navdušen, ker nima nekih dodatnih poslikav, samo detajle ima spredi in zadnji. Tegale z največjim veseljem obdržim. Tale je tudi na podobno foro. Volvo v bistvu, edino mogoče me malo mod, da je tale plastika rumena spodaj, ampak ta tudi ostaja. Barva na telem Cadillacu moram reči, da mi je všeč. Edino malo je problem na tehle karticah, ker je nekdo probal odstraniti lim in nekatere kartice tele so zelo boge zadnji. Ampak teli dirkaški Cadillaci so mi tako kar všeč, tako da, ajde, ta bo zame. Pol imamo ne eno, ampak dve F1-ke. Ko smo tako 5-6 let nazaj s kolegi hodili po trgovinah pa iskali avte, vem, da si je kolega najbolj želel F1-ko GTR in čisto razumljivo. Tele so v bistvu še tudi zadnji v redu stanju, ampak nima veze, ker obe dve ostajajo pri meni. Holy shit, tale je pa zelo boga. Ampak ne vem, no, še posebej tale karavan mi je kar cool. Ja, ta bo zame. Honda City, ne vem, iskreno mi ni nič posebenega, tale gre kamot naprej. Pol imamo tegale Porscheja, ful mi je všeč tale zlata pa črna, 6222, tale ostaja. Pol imamo še eno 944, kot taka zelo zanimiva barva, ki se glih niti ne šajna. Vidi se, da ima mičken manj detajlov, ampak mi je barva zadosti všeč, da sem tudi s temle kar navdušen. Še en NSX, ampak v teli barvi ga pa nimam. Ta rumen pa ta bel sta bila iz 2024, ampak tale je pa iz 2022 in ostaja. Včasih sem špilil eno igrico, ki se je rekla Racing Rivals in na tej igrici je Zonda R dolg časa bila najhitrejši avto in tole je prav nostalgično. Tale bo pa za zmer moj. M3, v tej barvi ga še nimam, ta ostaja. Audi Quattro, taka zanimiva modra barva, ponovad so beli, tale je iz 22, definitivno ostaja. RX-7 jo že imam, tegale pa nimam, pač to, da ima avto in spredi in zadnji, pač poslikave lučke, je ogromen bonus. Pač, sej v bistvu jih bom kar ene par obdržal. Mislim, se človek bi upal, se si mi za to kupil v prvi vrsti. Pol tale dva že nadaleč vidim, da bosta oba dva šla naprej. Golf. Tegale bom dal v avto, pa naslednjič, ko vidim Golf Enko, ga bom tudi zataknil za brisalc nekomu. Drugač shoutout tistmu, ki mi je dal tele, ki so ful lepo zapakirani. Tale dva sta odprta in jih bom obdržal. Pa imam pa še tele, M3 pa še eno 944, tele bom tudi obdržal. Vsi so dejansko v ful cool stanju. Pa ko smo že pri odprtih, imamo pol pa še tale dva. Tule se mi zdi, da je nek Ram, tule je pa neka fantazijska zadeva. Meni se zdi, da je taka, ki spreminja barve. Nitro Tailgate. Ko bom jaz naredil objavo, da so teli avti na prodaj, če slučajno kjer od vas želi tale gratis, mi naj samo v zasebca napiše, pa bom poslal zraven, če boste dejansko kupili. Ker s telima dvema pa res nimam neki pretirano veliko za delati. A še ena ta zadeva, ki ni zame. Mercedes. Ta ima tudi poslikave, ostaja. Meni se zdi, da je tale ponovljen, no ne enega, ne drugega ne bom obdržal. Se mi pa zdi, da smo imeli enega tacgale že podobnega, ampak se mi zdi, da ni isti. Pa tale je tudi den and now, tako da ostaja. Še ena mičken zjebana kartica. Ampak tele feltne presenetljivo paši na tale avto. Ostaja. Tehle imam pa tako, že kar ene par, tako da ta gre naprej. Ne vem, no, ti stari muscle carji me niti pretirano ne zanimajo.
Hurakan. Sicer ima samo spredi poslikavo, ampak je zadost cool, da ostaja. Ok. Silvija. Tole sem pa ful dolg cajta hotel, pa sem le pol dobil eno zlato kakšen teden nazaj. Tale ima tako zelo ikonično poslikavo. Ostaja. Tale pa tudi. Sicer letos je prišel ven en zelen, ampak zmer je fajn imeti še kako dodatno barvo, plus ne vem, koliko bi dejansko dobil za tegale, ker pač, ja. Dvegat, samo tako, en nasvet. Če vidiš, da ima zadnji takole nalepko, se ti ponovad ne splača dol dajati, ker boš samo pač uničil kartico. Razen tiste od Pepkota, tiste grejo pa v 99% dol brez kakšnih večjih problemov. Načeloma nisem za muscle-carji, ampak tale barva, ok, ta obstaja. Obstaja? Tale Civic me niti pretirano ne zanima, ampak ima zadost lepe detajle, da ga bom obdržal. Počasi smo proti koncu. ZL1. Malo me moti, ker nima ne spredi, ne zadnji nobene poslikave za lučke, ampak veš kva, good enough, pa še now je. Zdaj ranka, mislim, nimam kaj reči razen tega, da je cool, da ostaja. Drugač, vsakič, ko rečem besedo ostaja, ne reč shot, meni se zdi, da ne bi bil več živ. 911, Factory Fresh, v bistvu samo taka lepa črna barva. Wow, še celo kartica ni uničena, tole je po moje dejansko nekaj vredno. Ampak jaz je še nimam in tole bom obdržal. Še ena RX3, tale se mi zdi, da je v mičkem boljšem stanju, kakor una druga, ampak dveh nimam kaj nucati, tako da tale ta lepa gre naprej. Mustang z zelo bogo kartico, ampak tale kolekcija, The 80s, me tako kar zanima, pa slučajno, če kje vidim kako, bom vzel, ker bi rad tole kolekcijo zaključil, tako da, sej veš, ostaja. Pa še ene par jih je. Integra. Tale zelena barva, ki se malo svetlika, je zelo hitro ratala ena izmed mojih najljubših. In tudi tale, tole je eden izmed največjih highlightov od vseh tehle. Pač Integra je huda. Pa še zadnji je zjebana, tako da mi da še samo dodatni razlog, da jo obdržim. Ta zadnja dva. Še en avto v hudi zeleni barvi, tale Celica, načeloma sicer ni dizajn, ki bi me neki ful zanimal, ampak tale kombinacija barve s feltnami huda je. Definitivno jo bom obdržal. Pa še ta zadnji avto, NSX, tale je ta nov, ki ga še nimam. Iz 2021 pa v bistvu samo mičken sledovi lima. NSX-i se mi zdi, da imajo v bistvu vsi ful dobre detajle spredi in zadnji in tudi tale ostaja. Zdaj pa da vidimo, koliko jih je dejansko ostalo. Evo, tule so vsi avti, ki sem se jih odločil obdržati. Na koncu sem jih skupaj naštel 50, kar je še zmer malo veliko. Ampak lej, ni 80. Ti literje bi pa rekel, da so zame najljubši. Evo, hvala, ker si pogledal do konca. Vem, da je tule malo izven serijski video, ker ponovadi šorte delam, ampak sem si rekel, da bom probal. Zdaj pa, če hočeš videti več kontenta o Hot Wheelsih in o avtih na splošno, pa subscribi na kanal.